Tokrat v občinskem informatorju. Slovesnost ob 46-letnici Univerze v Mariboru. Položitev vencev na Jugovi domačiji. V Bresternici regata za prvo jadro Maribora. Trg v centru Svečine dobiva vse boljšo podobo. Na pesniški osnovni šoli se veselijo novega igrišča. Olimpijada na selniški osnovni šoli. Obnovili Simoničevo domačijo v Trnovski vasi. Otvoritev novega cerkvenega trga v Radljah ob Dravi. Lepo pozdravljeni. Ob dnevu univerze se je odvila slovesnost, na kateri so podelili različne nagrade, naziv zaslužni profesor ter 3 častne doktorate. Želijo si nadaljevati predvsem na področju infrastrukture in vrhunske opreme ter soustvarjati na skupnem evropskem visokošolskem prostoru. Na Univerzi v Mariboru so se z obeležitvijo 46. obletnice obstoja spomnili začetku delovanja ter orisali strategijo delovanja do leta 2030. Poleg tega so podelili priznanja in nagrade študentov ter podelili naslov zaslužni profesor in častni doktor. Univerza, skupnost vrhunskih posameznic in posameznikov in veseli smo, da smo lahko danes podali priznanje nekaterim od njih. Želimo si odpreti Univerzo v Mariboru tudi širši skupnosti, torej tudi Evropi, tudi svetu, kar bo pa pripomoglo predvsem večje njeno vključevanje v mednarodni prostor, v katerega se že zdaj uspešno vključujemo. Rektor je dejal, da čas, ki je pred njimi, razumejo kot pomembno razvojno priložnost. Izobraževalne in raziskovalne aktivnosti, še posebej pa na področju razvoja tako infrastrukture kot tudi vrhunske opreme, vključevanje v podonavsko regijo in pa soustvarjanje skupnega evropskega visokošolskega prostora, predvsem preko projekta Evropskih univerzitetnih mrež, kjer Univerza v Mariboru že zdaj sodeluje in kjer pravzaprav institucionaliziramo evropski visokošolski prostor. Pojasnil je, da se pozornost usmerja v razvoj družboslovnih, humanističnih ved in umetnosti. Kajti tehnologija, če smem tako reči, se razvija sama zase, seveda pa ob vrhunskih tudi naravoslovnih in pa tehničnih znanosti. In v to področje med razmišljanja se Univerza v Mariboru intenzivno tako vključuje kot tudi razvija. Naziv častni doktor je pripadel tudi dolgoletnemu gostujočemu profesorju in enemu najbolj globalno prepoznanih strokovnjakov in raziskovalcev na področju zdravstvene nege. Dejal je, da gre za največjo čast, ki jo je imel v življenju. Well, I've been collaborating here for about 5 or 6 years and it's been one of the most fruitful collaborations that I've had and I'm asked to come here to help with what they do in the Faculty of Health here, but I would actually like to see people from the Faculty of Health in Maribor coming to my university to help us, because I think the faculty here are very, very productive and we've got a great deal to learn from them. So I've certainly learned a great deal coming here. So it's a great pleasure to come to this university and of course to this wonderful town and this wonderful country, and I'm hoping to keep collaborating for several years more, especially with some of the colleagues in the Faculty of Health. Med prejemniki je bil tudi akademik Drago Jančar, ki je strnil misli in med drugim dejal, da so si znanstveniki in umetniki zelo blizu in da oboji vedo, da brez visokoletečih sanj, znanega, raziskanega in brez drzne domišljije ne bi bilo sveta, kakršnega poznamo. Moje mesto, kjer sem rojen, kjer sem se formiral kot pisatelj, res da nikoli kot tisto, kar sem študiral na tej univerzi. Študiral sem pravo, ki me ni zanimalo in sem se takoj začel ukvarjati z drugimi stvarmi, z literaturo. Začel sem se družiti, kot sem rekel, z les hommes de lettres, les hommes femmes de lettres, in me je življenje odpeljalo popolnoma drugam in po nekem čudni poti spet sem na isti kraj. Posebno pozornost so s podelitvijo nagrad in priznanj namenili nagrajencem študentom. Vloženega je bilo veliko truda, kot gasilec, veliko pripomorem tudi k širši družbeni skupnosti. To delo ni plačano, seveda ne prostovoljno, zato mi ta nagrada še veliko več pomeni. Nekakšno poplačilo, čeprav ne materialno, samo v listini, da so ti ljudje hvaležni in da cenijo tvoje delo. Pomeni mi veliko, v bistvu kot neka potrdilo za pretekla leta za delo in v bistvu tudi motivacija za naprej, da nadaljujem, da v bistvu se izboljšam.
Počasna gostja je bila rektorica Univerze v Beogradu. Za njeno podporo sta univerzi plodno sodelovali na področju različnih programov Evropske unije. Minuli vikend so na Jugovi domačiji v Rančah položili venca in prižgali sveče v spomin na pred 77 leti tragično preminule žrtve. Več pa v prispevku. Kratka slovesnost se je zaključila s položitvijo venca in prižigom sveč pri spomeniku žrtvam in spominski plošči na Jugovi domačiji. Danes, 19. septembra letošnjega leta, se spominjamo tragičnih dogodkov, ki so se pred 77 leti zgodili tukaj na tem prostoru v Rančah, pred Jugovo domačijo, ko je sovražnik, ko je okupator dejansko požgal tudi to hišo in seveda ob tem pa je bilo kar nekaj žrtev, torej 6 žrtev je tukaj bilo. Slovesnosti se je udeležila podžupanja občine Hoče - Slivnica Andreja Kavaš. Zelo smo ponosni v občini Hoče - Slivnica na ta dogodek, saj predstavlja nek spomin na težke dni, ki so jih ljudje, ki so se borili za našo svobodo, doživeli. Tako da smo zelo ponosni in veseli, da se takšni dogodki še ohranjajo, da je v spominu vsem nam, da se taki dogodki ne bi ponovili ponovno. Na prireditvi so poskrbeli tudi za glasbeno spremljavo. Prav posebej je navdušila gospa na harmoniki. Pohodniki so se letos zbrali v malce okrnjeni zasedbi, pa vendar. Tisti, ki so prišli, so priznali, da so tu že tradicionalno. Mi smo tu tudi, če smo manjkali vsega skupaj, mogoče ne 5krat, ko je res bilo slabo vreme. To imamo v sebi, ne? Tu sem pridemo. Ja, da pa hodiš. Ja, vsako leto smo tukaj. Več ali manj vsako leto, ja. Planinsko društvo organizira pohod iz Frama gor, pa gremo vsako leto. Na prireditvi je imel govor tudi župan občine Rače Fram. Spomin na preteklost, ki je zahtevala tudi smrtne žrtve, se pravi pri Jugovi domačiji, ki je bila požgana, je ostal živ in ta dokaz, da je ta spomin ostal živ, je tudi današnja prireditev, ki se je udeležilo kar nekaj občanov, tako iz občine Hoče - Slivnica, kot z občine Rače Fram, predvsem pa iz krajevnih skupnosti Slivnica in pa Fram. Seveda v teh covidnih časih je zgodba nekoliko drugačna. Prejšnja leta je bil obisk neprimerno večji, ampak na koncu se ne gre za obisk številčnost, gre se za to, da se enostavno spomnimo dogodkov iz preteklosti. Slovesnost pa je hkrati tudi vsakoletni aktivni prispevek k praznovanju krajevnih praznikov krajevne skupnosti Fram in krajevne skupnosti Slivnica. Prvič pove to, da je to sodelovanje med eno in drugo krajevno skupnostjo in tudi občino dobro. Drugo pa potem tudi to, da so takrat na tem širšem območju ljudje med seboj tudi dobro sodelovali. No in iz tega našega področja iz Slivnice je bila ta družina Veronik, ki je bila, bi rekel, partizanska družina in tukaj seveda so sodelovali z Jugovimi na Rančah, ne samo ti, ampak tudi širše, tudi Planica in tako dalje. Skratka, na tem območju tega dela Pohorja je bilo močno razvito partizansko gibanje in močno je bila prisotna osvobodilna fronta. Skoraj 80 let že mineva od dneva, ko so nemški vojaki prispeli na domačijo Jugovih. Ta je v času narodno-osvobodilnega boja služila partizanom za zatočišče in zbirališče. Nemški vojaki so ob prihodu zavzeli domačijo in jo požgali. Danes se domačini in občani spominjajo krute usode domačije. Čez vikend se je na Bresteniškem jezeru odvila regata za prvo jadro Maribora. Regata je bila zagotovo prava paša za oči. Med tekmovalci smo opazili veliko mladih nadebudnežev, nekateri so tekmovali prvič. Pretekli konec tedna se je v Mariboru odvila regata za prvo jadro Maribora. Tekmovalci, teh je bilo več kot 40, so tekmovali v različnih jadralnih razredih. Med njimi je bilo veliko otrok. Mija se je z jadranjem pričela ukvarjati pred 3 leti. Všeč mi je, da lahko potem, ko bila velika, jadrala po sladkem hotla. Dober čutek je, kot da letiš nekako na vodi. Navdušila sta jo mama in brat. Pokazala nam je jadrnico, s katero jadra. Tu samo sediš na robu, imaš noge pod vrvico. Kaj moraš biti še torej pozoren? Cel čas moraš gledati v jadro, da je napolnjeno z vetrom. In če ti tudi samo balonček pomeni, da moraš malo več k sebi potegniti krmilo. Prvo mesto v razredu Optimist je osvojil Max Forštnarič, drugo mesto Mija Pogačar in tretje Črt Skalicki. V zadnjih letih je zanimanje med mladimi veliko. Naš klub je bil ustanovljen leta 1950 in še vedno živimo. To pomeni, da
prihaja kader, da vzgajamo naraščaj, ki pol nadaljuje tudi v delu v klubu. Bodočnost je na mladih, tudi na vseh področjih, ne samo v jadranju. Tu se vzgajajo otroci, ne samo v jadralnem smislu, tudi učijo se, dobijo odnos do materialne dobrine, do jadrnice, čistijo, vzdržujejo, tudi kaj pobarvajo kdaj, tako da morajo skrbeti za svoj objekt. Poleg regate, ki je bila paša za oči, smo si ogledali tudi starodobne jadrnice, ki so jih v društvu pred kratkim obnovili. Med njimi je tudi 70 let stara lesena lepotica Partizanka. Zaključna uvrstitev po avstralskem yardstiku je prvo mesto prinesla ekipi Samota Žvana na Partizanki. Drugo mesto v razredu Fin sta si delila Andrej Markota in Stojan Skalicki. Govorili smo tudi z uspešnim jadralcem, njegova kariera se je začela ravno v Bresternici. Glavno jadralno znanje v Mariboru skoraj pri vseh jadralcih prihaja iz sidra. Tu so se kalili stari mački, ki so se prvi v Mariboru sploh spoznavali za jadranjem. To je bil moj sogovornik prejšnji vaš, Ferdo Arnuš, njegov brat Ferenc, pa še kdo. Imeli smo v surfanju, v jadranju na deski celo Olimpica Stojana Vidakoviča v Barceloni. Jaz toliko dober nisem bil, sem pa prilezel do jugoslovanske reprezentance. Danes pa, kot že rečeno, tekmujem z 16-člansko ekipo na 15,85 m dolgi jadrnici po Jadranu, po Hrvaški, Sloveniji, Italiji, kjer se udeležujemo največjih regat za take jadrnice. Največje poznate verjetno je Barkolana. Tudi on je ponosen, ko vidi otroke, kako odraščajo uspešne jadralce. Za današnje otroke, ki ogromno časa preživijo pred računalniki z telefoni v rokah, je jadranje super zadeva, zato ker so v naravi. Predvsem pa zato, ker ko si enkrat na jadrnici, ko tekmuješ, si odvisen izključno in samo od sebe. Noben trener ti ne more pomagati, oziroma ti lahko, če se zgodi kakšno prevračanje ali kaj takega, med samo tekmo ti pa ne pomaga, ti ne svetuje in si fizično in psihično odvisen od sebe. In to je za mlade ljudi, za otroke 12, 13, 14 letne super za izgradnjo neke samopodobe, trdne osebnosti. V društvu Sidro pa se ukvarjajo še s številnimi drugimi aktivnostmi. Zelo dosti rekreativnih objektov za članarino, za ceno članarine lahko ljudje supajo, veslajo, v kajaku, kanujo, lahko jadrajo, naučili jih bomo jadrati. In poskušamo pač to razširiti. Omenjeno društvo je sicer najstarejše društvo v Sloveniji. Želja je spodbujati k jadranju in povezovanju z naravo. Na glavnem trgu v Svečini nadaljujejo obnovitvena dela. To pa pomeni urejanje meteorne in fekalne kanalizacije, ob tem bodo zamenjali tudi tlake, naredili novo razsvetljavo, lotili pa se bodo tudi svečinskega vaškega doma in sanirali most, ki vodi k pokopališču. Že lani so na trgu v Svečini naredili kar nekaj obnovitvenih del, zdaj tam obnovo nadaljujejo. V lanskem letu smo izvedli sanacijo cestišča, fekalne in meteorne kanalizacije in pa javne razsvetljave v dolžini dobrih 700 metrov, prav tako za sanacijo mostu pri gradu, to je bil zaključek prve faze. V letošnjem letu smo pa tako, kot smo načrtovali, pristopili in že smo zelo vpeti v delo, torej tudi na območju samega trga Svečine. Gre za projekt Svečina sanacija druga faza. Zdaj bodo poskrbeli tudi za to, da se rešijo vlage v vaškem domu. Torej, da zaščitimo stavbo, preden bomo v naslednjih letih potem še pristopili k sanaciji fasade in pa strehe ter pa notranje adaptacije. Prav tako se bo uredili na novo tlaki, meteorna in fekalna kanalizacija, hortikultura, urbana oprema, tako da se trudimo, da bo Svečina res zasijala v polnem sijaju. To pa seveda ne pomeni samo osnovnih obnovitvenih del, ampak nadgradnjo, tako da bo Svečina še privlačnejša za turiste. Vedno imam v fokusu primarno so lokalni prebivalci, torej naši občani in občanke, ki živijo na tem območju, seveda pa z roko v roki tudi takšne projekte počnemo za razvoj turizma na našem območju. Kot občina se zavedamo, da je to pomembno in nedvomno takšni projekti, ki olepšajo vaška jedra, na nek način dvignejo tudi višji nivo v občini, kar se tiče same turistične ponudbe. Naši ponudniki so izjemno pridni, res odlično delajo, se trudijo tudi z zasebnimi investicijami, da dvignejo naše to okolje v neko prepoznavno turistično destinacijo. Seveda pa tudi mora občina tukaj svoje narediti in izboljšati komunalno infrastrukturo in pa nenazadnje tudi vaška jedra, kot je Svečina.
Ne nazadnje se prav v Svečini na tem trgu tudi odvija veliko prireditev, na katere pridejo tako domačini kot tudi turisti. Na pesniški osnovni šoli imajo letos kar živahno investicijsko dejavnost. Najpomembnejša pridobitev je zagotovo novo igrišče tik ob šoli, hkrati pa so naredili tudi novo dovozno pot. V začetku tega šolskega leta so delavci ob pesniški osnovni šoli intenzivno gradili in urejali novo šolsko igrišče. Letošnje leto imamo kar živahno investicijsko dejavnost, torej letošnje leto pridobivamo več namenskih in logističnih pogojev. Torej najpomembnejše je ta, da dobimo eno novo igrišče, ki je bila narejena na bivšem travniku, na Klančini in bo imela površino skoraj da takšno, kot je neto površina matične telovadnice. Na njem pa bomo namestili igrala, ki bodo namenjena prvenstveno seveda tem najmlajšim učencem, torej prve triade, in pa vrtcu, ki je v našem ozadju. Seveda pa to igrišče namenjamo tudi vsem ostalim učencem naše šole. To bo na zgornji površini, ki so jo zravnali, na spodnji površini, prav tako ob šoli, pa so se tudi lotili urejanja. Ravno tukaj za mojim hrbtom dobimo prenovljeno spodnje igrišče, večnamensko, uradno sicer imenovano košarkaško, ampak menim, da bomo tukaj našli prostor tudi za vse tiste razširjene prostočasne dejavnosti, kjer je poleg tistih formalnih športnih disciplin še kakšna druga gibalna dejavnost aktualna. Ob začetku šolskega leta je bil ravnatelj tudi zelo optimističen, saj so delavci delali s polno paro. Želimo si čim prej, kot vidite, so gradbena dela v zaključni fazi, pridejo še neke namestitve teh posebnih športnih torej opreme, drugače pa želimo si čim prej, jaz upam, da v tem septembru to vse skupaj steče. In da se bodo torej učenci lahko tudi čim prej igrali in rekreirali na novem športnem igrišču. Ste vedeli, da lahko tudi na osnovni šoli gori olimpijski ogenj? Prižgali ga bodo v Selnici ob Dravi, kjer že od leta 1996 pripravljajo šolsko olimpijado. Nič drugače ne bo niti letos. Njihova šolska olimpijada se namreč odvija vsaka 4 leta. Spodbujanje olimpijskega duha in športnega obnašanja je na osnovni šoli Selnica ob Dravi tradicija že 25 let. Toliko časa že mineva od leta, ko so prvič organizirali prve šolske olimpijske igre. Vsaka 4 leta, ko so prave poletne olimpijske igre, organiziramo mi tudi šolske olimpijske igre, letos že 7. In sicer v oktobru naredimo eno tako prireditev, svečano otvoritev, potem športne igre, tako cel teden je obarvan športno, pa svečani zaključek. Tako da nekako spodbujamo duh olimpizma, v bistvu vrednote, spoštovanje, medsebojno sodelovanje. Povabimo tudi ostale šole k sodelovanju, tokrat smo pač v okviru projekta UNESCO to nekako sprožili. Tokrat upajo, da jih bodo slovesno odprli v oktobru in sicer že 7. zapovrstjo. Edino, kar držimo pesti, da bomo lahko to izvedli v živo. Drugače imamo pa varianto B tudi nekatere stvari nadaljavo. V okviru tudi tega fotografski natečaj, potem športne aktivnosti, tudi v drugačni obliki, glasilo bomo izdali in pa povabili smo nekaj takih športnikov z letošnje olimpijade, tudi iz prejšnjih olimpijad, tako da tu še pa čakamo zdaj na odziv. V prejšnjih letih je bilo to zelo dobro. V tistem tednu bodo tako na šoli znova v prvi vrsti šport in spominjanje visokih dosežkov naših športnikov na olimpijskih igrah v Tokiu. Se zberemo in tudi vrtčevske skupine najstarejše povabimo zraven, torej vsi od 1. do 9. razreda. Nabavimo majice v olimpijskih barvah, imamo olimpijski ogenj, svečani dvig zastave, skratka ves protokol, podoben tistemu pravemu. Potem pa imamo discipline, različne, tudi medalje, priznanja, ampak moto nekako pa je letos čutimo skupaj, sodelujemo skupaj, ni pomembno samo zmagovati, pomembno je sodelovati. Priprave potekajo po načrtih, v času iger pa bodo opominjali na enotnost, povezanost, prijateljstvo in mir. Ja, imamo priprave že kar nekaj časa, od konca avgusta. Bom rekla, imamo tim, organizacijski odbor, ki vse to pripravlja, tudi vse za dopise, vabila, organizacijo. Tako da letos se nagibamo k temu, da bi imeli čim več zunaj stvari, ravno zaradi COVID ukrepov. Malo nas skrbi, če bo dež, ampak iščemo tudi rezervne variante. Drugače pa imamo tedenske sestanke in to sproti usklajujemo.
Da le že pride teden, v katerem bodo na selniški osnovni šoli potekale olimpijske igre, nestrpno čakajo tudi že učenci. Ja, tudi njih smo že pripravili, razredne ure posvečamo temu. Res je potreben pogovor v bistvu o športu, o gibanju in to smo dali tudi kot letošnjo tako prednostno nalogo, da povečamo število ur gibanja na prostem. Saj vemo tudi malo posledice covida, pouka na daljavo, niso ravno obetavne in dejansko se tega zelo veselijo. Upajo, da bodo tudi letos za pravo olimpijsko vzdušje ob odprtju iger poskrbeli s prižigom olimpijskega ognja. Več kot 200 let stara domačija v Trnovski vasi je bila obnovljena. Zato so zaslužni domačini in izvajalci, ki so združili svoje moči, da bo lahko kmalu služila novemu namenu. Simoničeva domačija v Trnovski vasi je stara več kot 200 let. Občina je domačijo razglasila za kulturni spomenik. Pred dnevi je dokončno zaživela v novi podobi. Jaz sem danes zagotovo med tistimi, ki sem pravzaprav najbolj zadovoljen, da nam je uspelo to hišo končno spraviti v takšno stanje, da je za neko nadaljno obdobje pravzaprav zagotovljeno neka stabilnost hiše. Pravzaprav hiša je zelo dobro v tem trenutku utemeljena, ostrešje je celotno zamenjano in jaz sem prepričan, da pravzaprav se je s tem bistveno podaljšala življenjska doba. V obnovi so pomagali številni domačini, ki so se odločili, da združijo moči. Bil to edini način, da smo pravzaprav tudi iz finančne plati uspeli to realizirati. Ampak vseeno, že tu v samem začetku se je pokazalo, da smo ljudi z tem povezali skupaj, da so društva stopila skupaj, da so naši občani, ne glede na katero društvo pač deluje, prišli pomagati in res imeli smo srečo z odličnim izvajalcem, z domačini, ki so pomagali in to je tisto, kar mi res nekako dalo neko pravo upanje, da bo to res živelo. Je ena redko ohranjenih izvirnih panonskih domačij v Sloveniji. Želja je, da bi domačijo kmalu odprli za širši krog ljudi. Sedaj nam pa čaka res drugi del, to pomeni, da v hišo moramo dati vsebino, da bo se tu nekaj dogajalo, da bo prinašalo mogoče tudi ali pa barem pokrivalo tiste stroške, ki bodo nastajale. In tisto, kar se pa meni osebno zdi najbolj pomembno, je pravzaprav to, da smo pa vseeno našim vnukom, našim zanamcem, otrokom pustili en dokaz, kako so živeli njihovi dedje, pradedje in za kraj je pravzaprav to kot neki bi rekel, del vsebine, ki jo želimo ustvarjati tudi naprej. Del zaslug za obnovo nosi tudi domačinka, ki je s svojim partnerjem trdo garala. V začetku je res bilo tako, ko se je to začelo, vse je bilo v razsulo in najbolj, ko smo začela to dvigovati, takrat se spomnim enega primera, je gospa Suzana prišla in rekla, joj, gospa, bežite ven to, da padlo, rekla, nič se ne bojte, ne bo nič, je rekla gospa Suzana, pejte ven, rekla, ne, jaz bom kar z mojim možem ostala not, in nič ni se zgodilo, hvala Bogu, zdaj smo, kje smo, uspelo nam je, ponosna sem na to. Na prenovo je domačija čakala vrsto let, tako kot Zdenka na potezo njenega partnerja. Vi ste bili danes deležni enega takega lepega dogodka po ogromno letih. Presenečenje, ki tega res nisem pričakovala, tako kot je gospod župan rekel, smo res že 33 let skupaj, 3 otroke imamo, odrasle že vnuke in tako da res presenečenje. Lahko mogoče res pričakujemo, da boste se tukaj poročili? Ja, nič se ne ve, samo jaz upam, da ja. Na uradni otvoritvi so se zbrali domačini, ki so z nami delili navdušenje. Zelo lepe občutke. Najstari običaje ohranjajo. Že naše otroci dosti ne vejo, kaj pa še druge. Veseli nas v bistvu vse krajana, da se bomo tu povezovali, da se bodo tu srečevali različne generacije in verjamem, da bomo pač ta prostor dobro izkoristili. Tudi mlajši in starejši, ne? Res dostikrat sem bila pri tej hiši. Ne moram pa več povedati, jaz sem preveč že. Pred je bilo res slaben stanje, pa zdaj pa so kar lepo uredili in tako da je kar naprej, da bi bilo tako lepo. Župan si želi del življenja občine peljati skozi turizem. Slovenske gorice so zelo lepe, imamo določene lepe kmetije, kjer bo mogoče možno prespati v stari hiši, preživeti dan na kmetiji in za mene so občutki odlične.
V domačijo bodo zagotovo vključena društva, idej o tem, kakšno vsebino ponuditi, je še več. Edina želja je, da bo zaživela v vsej svoji luči. Vzpostavitev skupnega prometnega prostora kot eksperimentalne prometne ureditve na območju Cerkvenega trga v naselju Radlje ob Dravi je doživela otvoritev. Minulo nedeljo so namreč Sveto mašo in druženjem Cerkveni trg tudi uradno predali namenu. Projekt vzpostavitve skupnega prometnega prostora kot eksperimentalne prometne ureditve na območju Cerkvenega trga v naselju Radlje ob Dravi so sofinancirali tudi z nepovratnimi državnimi sredstvi. Župnija in občina Radlje ob Dravi že skozi stoletja dobro sodelujeta. In projekti, ki jih snujemo v Radljah ob Dravi, zagotovo jih snujemo skupaj. In ideja o izvedbi tako imenovanega Cerkvenega trga, takšni obliki, kot smo jo danes predali svojemu namenu, je prišla iz obeh strani. Iz strani Župnijsko-pastoralnega sveta in žal pokojnega Jožefa Gomboca in pa seveda strani občine Radlje ob Dravi. Trg je dobil ime po Jožefu Gombocu, ki je v tej občini pustil neizbrisan pečat. Na otvoritvi je bila prisotna tudi njegova sorodnica. Veliko nam pomeni. Danes je malo ljudi pa okoli, ki prepoznajo delo nekega človeka, v tem primeru našega bratranca Jožeta, pa ne samo prepoznajo, da to potem tudi priznajo za prispevek, ki ga je dal okolju, tako ali drugače mislečim, kot je bilo že rečeno. Tako da to sporočilo je za vse nas zelo pomembno in spoštujejo in smo hvaležni za ta dogodek oziroma ta projekt, ki je bil izveden. Iz trga poskušajo počasi malce umikati vozila, veseli jih, da se vizija počasi korak za korakom uresničuje. Ta trg je tudi osnova za nadaljevanje urejanja prometnega prostora v centru Radlje ob Dravi, v katerem pa ne bo prišlo do tako imenovanega čistega zaprtja za vozila, ampak bo prišlo tudi do skupnega prometnega prostora, ostala bodo vsa parkirišča, omejena bo hitrost za motorna vozila skozi trg, bo pa razlika ta, da bodo namesto sedaj obstoječih prehodov za pešce, v prihodnosti, ko ga bomo uredili v celoti, imeli pešci prednost, ne bo več prehodov za pešce, ampak ko boste z avtomobilom vstopili v področje samega trga Radlje ob Dravi, boste morali prilagoditi svojo hitrost pešcem, ki bodo imeli prednost pred motornimi vozili. Cerkveni trg v Radljah ob Dravi upajo predvsem, da bo služil namenu druženja, ne le vernikov, temveč vseh občanov kraja. Gotovo, da je to kraj srečevanja, kot sem že v cerkvi omenil. Mi potrebujemo kraj, kjer se malo ustavimo, kjer se lahko malo pogovorimo, kjer se, kako bi rekel, tudi ustvarjajo in poglabljajo naše vezi prijateljstva. Pa tudi, ker so take prireditve, ki lahko nas povežejo, tudi take ljudi, ki ne hodijo k maši, ki drugače mislijo, ampak trg je pa tisti, ki nas pa potem skupaj poveže v skupnem dobrem. In se mi zdi, da, kako bi rekel, ko so bile tukaj jaslice, naprimer lansko leto, ko so ljudje z veseljem prihajali, pa se ob njih ustavljali, take stvari se mi zdi, da je poslanstvo takega trga. Pred uradno otvoritvijo je potekala tudi maša, po koncu pa druženje na novo urejenem prostoru oziroma Cerkvenem trgu. Toliko za nocoj oddaji Občinski informator. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. V četrtek, 13. septembra, bo na glavnem trgu v Mariboru operna noč. Sveže novice pa najdete na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep dan še naprej in nasvidenje.